Jetra so naš največji organ in imajo veliko pomembnih funkcij v našem telesu. Več kot 200 jih je in zato je skrb za jetra zelo pomembna. Kako jo enostavno vključiti v naš vsakdan, nam bo danes povedala Nina Gabrielčič iz Medeksa. Jetra so res pomemben organ. Prek njih potuje vse, kar pojemo, popijemo, vdihnemo in navsezadnje nanesemo na kožo. In jetra vse, kar prejmejo, najprej pregledajo, potem pa izločijo in predelajo vse tisto, kar bi telesu lahko škodovalo. Tisto, kar telo potrebuje za delovanje, pa shranijo. Jetra delujejo zelo dolgo, pa jim mogoče lahko kaj pomagamo? Res je, jetra so pomembna celo življenje, je pa tudi res, da s tem, ko na splošno procesi v telesu delujejo nekoliko počasneje, delujejo počasneje tudi jetra. Po drugi strani pa tudi sprejemajo vedno večje količine škodljivih snovi in pri tem jim lahko pomagamo. Med rastlinami, ki prispevajo k delovanju jeter, naj omenim pegasti badelj. Pegasti badelj ima najbolj učinkovita semena, so pa ta semena sestavljena iz aktivnih in neaktivnih sestavin. Ena od najbolj aktivnih je silimarin. To je snov, ki v telesu deluje kot antioksidant oziroma lovilec prostih radikalov. V jetrih preprečuje oksidacijo maščob in pojav vnetij, hkrati pa tudi obnavlja celice jeter. Je pa delež silimarina v semenih pegastega badlja dokaj majhen, poleg tega so sama semena slabo topna v vodi, zato je za največji učinek najbolje uživati izvleček iz pegastega badlja. Tega na primer vsebujejo naše kapsule pegasti badelj, ki smo jim dodali še holin. To pa je snov, ki gradi celične membrane in prav tako prispeva k delovanju jeter, prispeva pa tudi k presnovi maščob. To se pravi, če sem prav razumela, je pegasti badelj pomemben za tiste, ki uživajo veliko maščob, ali ni tako? Ja, res je. Pegasti badelj prispeva k razstrupljevalni funkciji jeter, zato je priporočljiv za tiste, ki uživajo maščobe. Je pa tudi res, kot sem že omenila, da jetra ne sodelujejo samo pri razgradnji in izločanju odvečnih maščob, pač pa tudi drugih strupov, ki se nabirajo v telesu. Zato priporočamo pegasti badelj tudi tistim, ki živijo v mestnem okolju, v bolj onesnaženem okolju, tistim, ki se ne morejo vsakodnevno redno rekreirati ali uživati redno lokalne, lažje hrane. Pri uživanju pegastega badelja pa vseeno priporočamo, da proba vsak uravnotežiti tudi svojo prehrano. Kako pa je pegasti badelj najbolje uživati? Pegasti badelj v kapsuli zaužijemo z nekaj vode ali druge tekočine. Svetujemo uživanje pred obrokom, svetujemo pa kar redno uživanje, saj so naša jetra stalno obremenjena. Najbrž ste veseli na eno pomembno priznanje, ki ste ga pred kratkim dobili? Ja, res je, dobili smo priznanje Best Buy Award. To je priznanje, ki ga podeljujejo v bistvu uporabniki izdelkom, za katere verjamejo, da izražajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. In prav zato, ker so nam to priznanje podelili uporabniki, torej tisti, ki so izdelek preizkusili in potrdili, da učinkuje, jim pomaga, smo nanj še toliko bolj ponosni. Saj navsezadnje to je tudi največ, kar šteje, kaj ne? Res je.